Debata je v bistvu lahko krožek ali pa turnir, na katerem debatiramo na debatno trditev, ki jo nam jo damo. Debatirali smo na trditev, prepovedali bi razvoj umetne inteligence. Debatiram v skupini Argomasteri in zmagali smo na Mojstri digitalne prihodnosti. To je bilo tako, a ste se zmotili? Pač res je bil tak feeling in pol, kad ti dejansko dojameš, je bilo tako ful, zmagali smo. Ta zmaga mi pomeni veliko, ker je to naša prva zmaga in v skupini gre kar dobro. Ker je pač ta digitalna prihodnost je kar pomembna v današnjem življenju. V debati moramo prepričati sodnike in nasprotnike, ampak najbolj sodnike. Pomembno je, da prepričamo tudi nasprotnike. Ali se začnejo strinjati z vami, mogoče se tega ne zavedajo, ampak včasih se začnejo sam strinjati. Vidijo, zakaj imamo mi point. Tako kot pri nogometu je tudi v debati pomembno, na katerem položaju igraš oziroma govoriš. Vsak govorec ima svojo vlogo. Sem prvi govorec, moram najti v bistvu 2 oziroma 3 argumente. Jaz sem v debati druga govorka, povem cilj, potem negiram negacijo. To, kar so oni rekli proti nas, da ni res, pač mi rečemo, da ni res. Moja vloga v naši skupini je tretja govorka. Naredim celotno analizo cele debate in povem, zakaj smo mi zmagali. V debatah zunaj turnirjev, denimo med odraslimi, pa žal vedno ne prevladujejo argumenti. In mislim, da eni prav takoj padejo noter, da so oni prav, preden sploh pomislijo, kako njihov argument ali trditev izgleda na njihovi strani. Znanje iz debate mi veliko pa pripomore k nastopanju, ker pač veliko nastopam in potem tudi bolj samozavestno govorim. Vem, kaj govorim in zakaj to povem. Prej pomislim, a imam jaz res prav na njegovi ali njeni strani ali ne. Svoja prepričanja bolj argumentiram in tudi bolj vem na podlagi česa, pa zakaj sem se tako odločila in tudi znam nekomu pojasniti.